Vsak, ki uporablja internet, je že slišal za spletne prevare. Pogosto gre za nek nakup, v katerem ostanete brez denarja. Ali pa kupite nekaj, kar ne deluje. Kaj pa, če vas nekdo posname in vas potem izsiljuje? Začelo se je tako, da sem dobil prošnjo za prijateljstvo prek Facebooka. Bila je res lepo dekle, staro 20-30 let. Čudno se mi je pa zdelo to, da nikakor ni bila povezana z mano ali pa z mojimi prijatelji na Facebooku. In tako se običajno začne. Lepo dekle, ki vas želi za prijatelja. Potrdil sem prijateljstvo, ker me je zanimalo pač več o njej. Pa začel sem ji pisati takoj sporočila v angleščini, ker se mi zdi, da je to nekako univerzalni jezik, ki bi ga lahko vsi razumeli. In čez nekaj minut sem dobil nazaj sporočilo v zelo slabi angleščini, čeprav sva se nekako vseeno sporazumela. No, zdaj mi je jasno, da je na drugi strani nekdo uporabljal spletni prevajalnik, tako da lahko bi si dopisovala v kateremkoli jeziku, pa bi vseeno dobil nazaj odgovor. Za moške prevara poteka tako, da vas privlačno dekle prek Facebooka povabi na zasebni klepet prek Skypa. Pove vam, da si želi bolj intimnega odnosa prek kamere. Vaša intimna dejanja pa so nato posneta. Nedolgo zatem prejmete sporočilo, da bodo vaše intimne posnetke objavili vsem, ki jih poznate. Družini, šefu, prijateljem, znancem. Razen, če jim plačate. Zneski so v nekaj tisoč evrih. Izsiljevanje pa se ne neha, tudi če plačate. Jaz sem že prej vedel, da obstaja taka prevara. Hotel sem pač posneti, kako poteka tak pogovor. Imel sem srečo, da so mi prevaranti nasedli in verjeli, da bom res na koncu spustil hlače in se razgalil pred kamero. Moram pa priznati, da so pri prepričevanju ti prevaranti kar odločni, kar prepričljivi. Samo v enem mesecu je tej prevari nasedlo okoli 300 Slovencev. Tu ne gre samo za moške, tudi ženske so žrtve izsiljevanja. Ja, vedno je treba biti pač pozoren, kdo želi na internetu postati vaš prijatelj in zakaj. Še posebej, po mojem, ni treba nasedati ponudbam, ki se zdijo preveč dobre, da bi bile resnične. Je pa treba priznati, da smo vsi pod kožo krvavi in vsak lahko naredi tako napako. Če se vam slučajno zgodi, da postanete žrtev spletne prevare, nikar ne odlašajte s prijavo. Nemudoma se obrnite na SI-CERT, Nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij. Strokovnjaki vam bodo pomagali in diskretno rešili vašo težavo.